zdravniki smo se za to odločili za medicino, da bomo ljudem pomagali. Ne? Noben zdaj namenoma ne bo škodo ali pa namenoma ne bo tega napisal, vedno je neki razlog. Ne? Kdo je za vas zdravnik družinske medicine? Je to res oseba, ki vam samo napiše recept in napotnico za nadaljnjo obravnavo pri specialistu? Zakaj se mladi zdravniki temu poklicu izogibajo, pacienti pa pogosto odhajajo razočarani? Danes bova zelo direktno govorili o staranju prebivalstva, o pomanjkanju časa, pritiskih Google in ChatGPT diagnozah, tega je vedno več, in pa tudi vprašanju, kaj družinski zdravnik v resnici pomeni pacientu. Z mano je zdravnica družinske medicine Ines Emeršič, poznana tudi kot Ina. Ina, dobrodošla. Ja, pozdravljeni. Hvala za vabilo. Z veseljem. Smo rekli, bomo povabili v naš Outercast zdravnika družinske medicine, ravno s tem namenom, da osvetlimo, da predstavimo vaše delo, kaj dejansko pomeni, kako se vi kako se soočate z pacienti v ambulanti, kaj se tukaj res dogaja, ker bom rekla, ponavadi vsi tisti, ki stopimo v to ambulanto, stopimo ponavadi z nekim spoštovanjem, vidimo osebo v belem in kar včasih malo zmrznemo. No? Mogoče bi pa začela čisto na začetku pri tebi. Zakaj si se odločila za to smer študija? Ja, pozdravljeni. Največja ideja za to, da bi jaz bila zdravnica, je nekako vzklila pri meni v srednji šoli. Torej nisem tisti tipični zdravnik, ko je že kot otrok rekel, jaz bom zdravnik. A si bila mogoče kaj prej? Si kaj drugega želela biti kot otrok? Pa nisem imela neke izdelane ideje. Imam pa starejšega brata, 2 leti je starejši in nekako vedno sem hotela za njim, Okay. Da ga posnema in seveda on je zdravnik. Tako da v bistvu, ko sem bila v gimnaziji, v srednji šoli, je potem on šel na medicinsko fakulteto in vem, da doma imel knjige, debele knjige, čeprav te tako malo odbijajo na videz, nisem pol vseeno večkrat pogledala. Tako da ja, mi je zelo bilo zanimivo. Sicer na splošno je že bila medicina zanimiva, ko sem kdaj kaj prišla v stik z njo. Zakaj glih družinska? Zakaj se nisi v katero drugo smeru? To pa ja, na faks sem pa šla res z idejo, da bi jaz bila pediater, torej zdravnik za otroke. Zaradi tega sem se tudi na koncu odločila za medicino. Ampak pol tekom fakultete, pa pol sem si nekako premislila, ko sem prišla v stik z družinsko medicino. Pa pol v bistvu, lahko rečem, da v bistvu mi ni danes žal, da sem se za to odločila. Imam pa tudi v dežurstvi, predvsem po noči, stik z otroki, tako da je tudi moja želja, da bi obravnavala otroke, tudi prišla na svoj račun. Aha, dejansko delaš tudi nočna dežurstva? Ja, tako. Aha, okej, pa si zadovoljila vse tiste tvoje. Tako, ja. Tako da. Loka, rekla si, da je brat bil. Je mogoče ste imeli v družini že ali ne? Ne, moji starši niso zdravniki in noben pri nas ni zdravnik. Mi dva z bratom potem. Pa potem tudi moj mož se odločil za družinske in pol nekako. Smo se vsi našli v medicini. Ne. Ampak ne izgleda tako, da bi se zdaj mi v prostem času samo o medicini pogovarjali. To je bilo moje naslednje vprašanje. Sem mislila, kaj ko imate kakšne družinske tehnike, da... Bi sem mogoče z možem, daj kakšen primer taki, katerega pač ga muči, predebatiramo, drugače pa ne. Mislim, probamo odklopiti, ker to tudi potrebujemo, da malo odklopimo ta del službeni. Ja, ker dejansko ni tudi dobro za vas, da si te stvari vse nosite domov. Mislim, je težko odklopiti, ampak je pa nujno potrebno. Ja, res je. Prvo mogoče nanizava to razliko zdravnik družinske medicine. Nisem vedela tudi, kako pravilno se to formulira. Kaj dejansko to pomeni? Kako je pravilno? V bistvu, ko specializiraš, si specializant družinske medicine, se pravi, to traja 4 leta, specializacija. Potem pa upraviš specialistični izpit in si specialist družinske medicine. Tako da, ko pa v bistvu mi končamo fakulteto in pravimo strokovni izpit, pa smo doktori medicine. Doktor medicine, specializant družinske medicine, specialist družinske medicine. Jaz sem zdaj specialistka 5 let. Ti si pa delala specializacijo, kje si tudi kaj rotirala? V sosednji občini, v Trnovski vasi sem imela glavnega mentorja, drugače pa tak tekom teh 4 let krožimo po bolnišnicah, vse posodne, vsa področja potem zajamemo. Kako to, da se nisi odločila, študirala si v Mariboru, Ljubljani? Maribor. Maribor? Ja. Kako to, da se nisi odločila, postala v Mariboru, pa tam?
Zakaj na podeželje? Ja, jaz sem v osnovi doma Zgornje Radgone, bolj natančno, če bo kdo vedel Plitvički vrh, ne? Tako da to je ena manjša vasica, tako da jaz sem s podeželja doma. In vedno sem želela nekako v tej regiji delati, ne? Ali zdaj pač od Radgone do Maribora. Ne? Potem pa se nekako ponudila prilika, pa tudi naša sementora v Trnovski vasi, ki je bil prost in na ta način, no, pa ni mi žal. Sem rada podeželska zdravnica. To me je ful lepo, ker dostikrat imamo tudi, mislim, je to prepričanje, da ti podeželski zdravniki mogoče imajo malo ta slab prizvok, ko bi rekla slabšalno, pač podeželski zdravnik ni toliko, ne vem, če je pravilni izraz, ni omembe vreden, ampak malo je tisto podeželski zdravnik, ampak vseeno pa je na podeželju toliko zgodb, pa mislim, da je ključno delo družinskega zdravnika na podeželju. Ja, to je res. Ja. Mislim, če bi zdaj začele z zgodbami, jaz jih imam za cel teden, se lahko pogovarjamo. Ja, na podeželju, kaj je razlika? V bistvu dobro, jaz sem od Ptuja tukaj 15-20 minut. Ne? To je prva stvar. Zakaj? Mogoče pri kakšni odločiti, a boš pacienta napotil, a še lahko mu na kakšen način tukaj pomagaš. Včasih tudi kakšen poseg manjši tu naredimo. Imamo mogoče kaj več opreme, mogoče kot kdo drugi. Tako da, je neka širina, no, kot podeželski zdravnik. Zagotovo ima širino. Ja. Je pa verjetno tudi mogoče malo težje z tega vidika, ker so vseeno to ljudje, ki jih poznaš, jih srečuješ. Ne moreš jih glih v mestu, tako kot smo se prej pogovarjali, v bistvu, če greš kirurgu, specialistu, greš enkrat na leto ali ne. Ja. Pri tebi je drugačna zgodba. Ja. Meni se zdi sicer to zelo lepa zgodba, ne? Ker paciente, ko jih dobiš, ko jih sprejmeš, jih imaš res več let jih vodiš, več let jih zdraviš in to pomeni velikokrat tudi do bolezni, pa do smrti ali pa celo vmesne postaje umiranja. Ne? In to smo res ves čas v stiku. Ne? Eni pacienti hodijo tedensko sem, ne? In si postaneš blizu, zdaj ne mislim kot prijatelj, seveda, ampak mislim kot ena pomembna oseba v njihovem življenju. Ne? Na tebe se bojo vedno obrnili z neko težavo ali pa dosti ga tudi z veseljem pridejo, pa mi povejo, veste, kaj se mi je zgodilo, hčerka se mi je poročila. Ne? Si ena zelo pomembna oseba v njihovem življenju. Mogoče še bolj pri starejših pa osamljenih. Ja. Meni je to zelo lepa zgodba. No? Je potem ta odnos, koliko govoriva, je kar ključen, ne? V bistvu zdravnik, pacient. Ja, zaupanje, ne? O tem mogoče, da povem, se mi zdi najbolj ključno. Ne? Mora si zaupati med sabo. Potem tudi prije do tega, da ti bojo povedali o težavah, ki jih mogoče ne bi. Ne? Če so kakšne težave, recimo, da je pacienta sram, da ga skrbi, ne bo ti povedal, če ti ne bo zaupal. Ne? Da ti moraš z leti, to traja velikokrat leta, zgraditi neki odnos, da si zaupaš in da jih lahko jaz tudi kakovostno obravnavam. Ne? Ok, zdaj smo gli, ko si rekla, da traja z leti. Ti si prej si rekla, si delala v Trnovski vasi, potem si prišla na Destrnik. Ja, tako je. Ja. In potem vseeno je bilo potrebno vse te paciente nekako nagovoriti, z njimi spostaviti ta odnos. Kako je bilo te prvi začetki, kakšni so bili? Zanimivi. Težki mogoče kdaj. No? Jaz bi si več čas delam na podeželju, že kot specializant v Trnovski vasi, zdaj pa tukaj na Destrniku 5 let. V bistvu sem začela tukaj res skoraj z ničle, večina pacientov je odšla in smo res začeli potem, tako pravim, z ničle, ne? Ker so mogoče imeli prej kako izkušnjo neprijetno pacienti, so tudi rabili nekaj časa, da so mi začeli zaupati, ne? Tako da smo počasi jih vpisovali. Ampak potem pa se mi zdi naenkrat kot neki boom, ne? So si povedali med sabo, ne? Si slišal, tam je zdravnica, bo šel nazaj. Ne? Tako da ja, je trajalo, mogoče tam nekje do 2 leti, da smo na polno opredelili ambulanto. Ne. Zdaj pa imamo res polno. O, super. Ja. To sem hotela ligo vprašati. Je možno še potem vpis k tebi? Ne, polno. Super. Ne, zdaj več... Za tebe, ja, za pacijente, ki bi želeli priti pa... Ja. Zdaj več ne, trenutno. V bistvu je bilo tako... Mislim, jaz sem vedno zagovarjala, ker sem pač podeželska zdravnica, meni se zdi nekako logično, da ljudje, ki so z Destrnika, ki so občani Destrnika, da imajo tukaj zdravnika, tako da smo res še vedno sprejemali vse občane Destrnika. Ne. Potem je bila ta situacija v Lenartu, ko sta odšla 2 zdravnika. Ne. In ker živim v Lenartu, me dosti ljudi pozna, so se tudi obrnili na mene. Ne. In to, meni je težko, ko vidim, da nekdo stiski in pol smo seveda rekli, ne pridite, tako da. Zdaj sem pred kratkim, sem pa res zaprla, ker ne gre več prepustno. Ne. Ker vidiš, da več ne moreš kakovostno delati. Ne.
Tako da žal ne več. Je kdaj prišel tudi do trenutka v tej tvoji zdaj karieri, govoriva o kolikih letih, 9, če vzameva Vse specializacijo? skupaj, nekaj čez 10 let, dobrih 10 let. Dobrih 10 let. Je bil kdaj moment, ko si sama sebi rekla, joj, tega pa ne morem tako upravljati, kot bi si jaz želela? Ja, seveda. Dostikrat, ne, pa po mojem tudi pri mojih kolegih bi rekla, da se tudi to dogaja. Tudi mi smo ljudje. Ja, tudi jaz imam kdaj slab dan, se slabo počutim. Pa recimo pride, pa se v enem delu zgrne vse, mi ostajajo papirji od prejšnjega dne. Mogoče je bilo več težavnih pacientov, se tudi jaz kaj slabo počutim, ampak sem preprosto utrujena. Ne. Vse zgodi, ampak ne vem, jaz bi rekla, da sem si mogoče tekom teh let našla neki ventil, da se potem sprostim, da malo odklopim ta del, pa ponavadi naredim neki plan za naprej. Se rečem, v redu, danes nisem mogla na ta izvid odgovoriti, bom pa jutri, ne, pa bomo potem razložili to, zakaj ni šlo danes. Ne. Ali pa mogoče, tudi doma, da si vzamem čas zase, pa probam nekako odklopiti, ne, se sprostiti. Tako da, pač greš naprej vsak dan sproti. Ne. Je pa dosti težko, Vse vprašaš, velikokrat. Tudi sama obravnava pacienta, vem, da je časovno omejena, zdravnik ima neko kvoto, koliko pacientov lahko sprejme, ampak tle me je bolj zanimalo zdaj, naprimer, kako dojemamo mi pacienti v zdravnike. Ne? Imamo verjetno več različnih pacientov, kako pristopajo do vas. Iz mojega vidika bi rekla, pač meni je važno, da pač jaz, ko pridem zdravniku, da mi prisluhne, kaj imam težave in mi potem svetuje, kako bi zadevo lahko uredila. Poznam moj oče, pa je bolj tisti pacient, ki pride k zdravnici, pa je pač pove, kaj ga teži in pričakuje, da bo zdaj zdravnica napisala neki izvid, neko čudežno tabletko, ki bo jo pojedel in mu bo odpravila vse težave, ki ga pestijo. Ja, pacienti so različni. Ne? Vsaki mogoče s svojimi zahtevami, s svojimi pričakovanji, ti pa si pač tukaj, da vsakega posebej obravnavaš. Tudi vsaki pacient je individuum, ne moreš kar posploševati. Tu nikako ne gre za robotsko delo, da bi rekel, ti dobiš recept, ti dobiš to. Vsaki posebej, moraš si vzeti čas. Zdaj mogoče, ko smo pri zdravilih, mislim, tudi jaz napišem samo recept komu, ki ima kako stalno terapijo. Ne? Ampak še to vedno pregledam. Če gotovim, da bi rad neko zdravilo, ki ne spada tja, ali pa mogoče ga predolgo jemlje, seveda ga boš pozval. Ne? Ni tako enostavno, res moraš pri vsakem si vzeti čas, pa še tisti recept premisliš, a bi kaj drugega potreboval. Ne? A bi rabo mogoče zdaj že preventivni pregled, ki je že minilo nekaj časa, mislim, Za vsakim se skriva kar nekaj stvari, ki jih moš premisliti. Ker dostikrat tudi poslušam, zanimivo me je to predvsem pri starejših, mlajši seveda, nimajo kakorkoli, nimajo nekih trenutno zdravstvenih težav, ampak ti starejši pa si dostikrat tudi izmenjujejo, Zdaj, ne vem, kjere tablete imaš pa ti za srce, kjere imaš pa ti za pritisk, ampak zanimivo mi je to, da si primerjal, ampak to, ko si omenila, vseeno pa smo ljudje individuumi, ne more vsako zdravilo istemu učinkovati. To je dostikrat problem, ker točno to se dogaja. Ali pa reče, sem vzel od žene, sem vzel od moža. Enkrat mi je en gospod prišel, pa mi je rekel, ker so zdaj popularne seveda injekcije za hujšanje, rekel, to mi je sosed napišel na list, to mi napišite, ki bom res hujšal. Gospod pa starejši s kroničnimi boleznimi. Mislim, ne gre tako, Vsaki posebej, Pri vsakem so druge bolezni, druge težave, pa ne gre se samo za bolezni, dejavniki tveganja. Že druga zdravila jemlje, ki ne grejo s temi zdravili, tako da ne tega delati. Rajši, če koga skrbi, ali pa mogoče to, sem se zdaj spomnila, stranski učinki zdravil. Zdaj mogoče vedno res ne poudariš, če ne bo, ali pa se bo to pa to zgodilo. Nimaš časa zdaj res iti čez točno vse. Zdaj, kaj rečem, preberte še si, kaj se lahko zgodi. Kaj hočem povedati je to, ne nehati imati zdravil. Ker zdravilo smo napisali z namenom, pacient ga rabi. Če se kaj pojavi, rajši, naj pride na pregled, pa bomo se pogovorili, napisali kaj drugega. Ker to je spet tisto, ali pa on mi je rekel, pri njem se je to pojavilo. Ne vem, njega srce bolelo, ne vem, zmišljujem si, ampak to se dejansko dogaja, zelo pogosto. Tako da je lahko nevarno za ljudi, predvsem starejše. To je včasih dovolj kakšna malenkost pa iztirijo, ker so zelo krhki pacienti, tudi bolj bolani. Je pa tudi res, če mogoče dava to primerjavo Amerika, Slovenija. Jaz sem bila referenčna ambulanta,
Takrat mi je tisto se, bi rekla, naredilo klik, ne. V bistvu mi v Sloveniji imamo referenčno ambulanto, kjer te pregledajo in pač svetujejo, kako naprej potem preventivno kakšne stvari lahko urejamo, ne. Napram Ameriki je pa tu čisto drugače, ne. Oni pa prideš tja, ravno sem spremljam eno kolegico v bistvu, ki živi v Ameriki in je rekla, ja, ima težave s holesterolom, je dobil od zdravnika zdravila, ga poje, ampak to je to. On še glih tako lahko naprej nezdravo živi, kljub temu, da ima povišen holesterol. Vse ima tableto. Pri nas je pa, se mi zdi, ravno to, kar je bogatstvo, če lahko tako rečem, našega slovenskega zdravstva, ravno to, da nam je pa preventiva bolj pomembna, kot pa potem kurativa. Ne? To je res bogatstvo. Jaz mislim, da se tega premalo zavedamo. Ne? Te referenčne sestre, preventivni pregledi na začetku so bili mogoče malo tako sprejeti. Ne? Ampak jaz recimo zdaj, ko delam, pa res moram pohvaliti svojo referenčno sestro, res. Ona res naredi delo zelo kvalitetno. Mi odkrijemo toliko bolezni tudi na novo, ki jih drugače zagotovo ne bi. Če se dotaknemo maščob. Maščobe ne bolijo povišene v krvu. Dobro, razen, če se zgodi kaki dogodek, pa ne, potem pride pacient do nas. Povišene maščobe ne veš, da jih imaš. Ne. Je pa je zelo pomembno, da jih zdraviš. Povišen pritisk, ni nujno, da veš, da ga imaš. Ne. Smo imeli gospoda, ki je prišel in je referenčna sestra zmerila 220/110 nekaj takega, ne, ampak on se je v redu počutil. Ne. Tada zelo, zelo dobro je, da imamo preventivo. Ne. Ker če tega ne bi bilo, jaz mislim, da bi imeli dosti več težav, no, nasplošno. Zapletov pri pacientih, ne. Zagotovo več smrti, ne. Vse skupaj. No, tako da. Res pa vedno ni samo rešitev zdravilo, ne? Mislim, da jaz napišem. No to pa tudi, ne, seveda. Ne? Že referenčna sestra ima, to je njena naloga, ne, da če ugotovi recimo maščobe nepovišane, da tudi dietne liste svetuje, to je zelo pomembno. Ne? In pol dosti, kad pride k meni, pa če veste, se sem upošteval, ne? Pa je že recimo so boljše maščobe, pa ja, se sem shujšal, ne? Tako da ja, zelo pomembno. Ne? Mogoče to premalo poudarjamo, ali pa se pacienti tega premalo zaveda, da to mislim, največ ta farmakološki vidik, ne. Kaj lahko sami naredijo. Ni čudežne tabletke. Ne. Tabletke mi pač pomagaš, zdraviš, ampak veliko moraš sam narediti. Ne. Tako da super za preventivo. Super. Kako bi, na primer, nekomu vseeno poskušala razložiti, ker se mi zdi, da je to malo pereči problem. Kaj je namen družinskega zdravnika, da ne gre za neko le vmesno postajo med specialistom ali pa potem izdajo recepte? Prej smo že povedali, ne? Družinskemu zdravniku bo pacient prvo prišel. Ne? Ko ima neko težavo, bo se obrnil na družinskega zdravnika, ker niti drugam ne more. Ne? Tako da mi smo v bistvu prva postaja, pa tudi vstop v celotni zdravstveni sistem. Ne? Dobro, mi bolnika poslušamo, upravimo pregled, potem pa se odločimo, ali pač na podlagi neke težave, nekega zdravstvenega problema sploh rabi kako diagnostično preiskavo, ali pa jo rabi recimo kako slikovno preiskavo, se bo vrnil k nam, pa bomo mi uredili zadevo, pozdravili. Ne? Tako da ni res, ne? Veliko krat se konča tukaj, pa uredimo stvari. Ne? Da, mogoče tak en primer, no, ker se to veliko krat dogaja, to smo se prej pogovarjali. Mi imamo spletno aplikacijo, preko katere potem pacienti pišejo o težavah, se naročajo in tako naprej, mogoče kakšen izvid pošljajo. Veliko krat se mi zgodi, pa napišejo, boli me koleno, želim magnet kolena. To je to, ne. Pač ne gre tako, ne. Jaz gospoda naročim, ga pogledam, ga izprašam. In kaj se večinoma izkaže, recimo bil je udarec v koleno je uteklo, normalno boli nekaj časa, ne, počakamo, hladi protibolečinsko in je težava rešena. Ne, tako da, to ni res. Je pa res, samo, da bi rekla mogoče krivec za take, ko bi rekla samo diagnoze, je mogoče ta COVID, pa je malo stvari. Ja, to bi rekla, ker takrat se več dela tudi nadaljavo, to je ena stvar, ne, ni bilo toliko pregledov. Verjetno več tudi interneta, ne, spleta, tako da ja, zagotovo je tudi vplivalo. Ne. Več dela bilo takrat nadaljavo. Ne. Takrat smo večinoma reševali stvari, ki jih ni bilo potrebno reševati, smo probali nadaljavo. Ne. Ampak še vedno taki pacient rabi pregled. Ja. To ne gre tako, ne, da ker pišemo neke diagnostične preiskave. Ne. To bi potem zrušili naš zdravstveni sistem. Ne. Zdaj, ko smo se pogovarjali o kolenu, dostikrat slišimo kakšne zgodbe, ki so ljudem, ali so mi zašuštrali koleno, ali koliko so mi zašuštrali. In pa na nek način tudi izgubijo ljudje zaupanje v zdravnika, kjerega koli zdaj gledava. Ne? Vseeno se mi zdi, da bi mogoče se ravno to izpostavilo, ja, prihaja do napak,
kot si rekla na začetku, vseeno smo ljudje, ne? Ampak še to ne pomeni, da pa so vsi zdravniki slabi, ne? Ja. Vsi delajo pač napake in dejstvo je tudi, če bi verjetno pavšalno pogledali pa statistiko, je neki procent, ki prihaja do napak, pa rečemo, da jih zašuštrajo ali kakorkoli, ampak vseeno pač ne moramo kar reči, zdaj pa so vsi zdravniki, Ina je tudi tak slaba zdravnica, pa ji ne zaupam. Ja, jaz mislim, da je problem v tem, da si večinoma med sabo mi povemo slabe stvari. Ni tak, mislim, Tako, negativa ja. pa zdrži, ne? Nekaj se ti zgodi slabega, boš šel povedati. Pa tudi neke lažne informacije, napačne, bolj grabimo, kot pa neke resnične zgodbe. Je pa spet tak, ne? Spet vsaki človek je individuum, ne moremo zdaj to posploševati. Ne? Zdaj ta napaka. Vprašanje, kak je slaba resnična zgodba. Ne? Dostikrat pride do napake ali pa pride do zapleta pri zdravljenju. Ne? To zdaj ni nujno, da je zdravnik kriv. Ne? Tudi na začetku pred posegom se dajo informacije, lahko se zgodi to pa to pa to pa to. Upoštevati morate to in to in to. Vprašanje, ki je bil pod problem. Ne? Tak bi jaz rekla, ni zdaj vzeti vse za 100%. Ne? Je pa tudi res, da včasih dajo zdravniki navodila, in če se pacient ne drži navodil, ima potem tudi zdravljenje, nima takega učinka. Tudi to, ampak kako potem to izpade, vprašanje, ne? Ja, Kako bo pa potem zaključek te zgodbe. Ne? Vsaka zgodba ima. Ja, to bi rekla. Tako da, ja. Okay. Kje se začne in konča odgovornost družinskega zdravnika? Zanimivo vprašanje. Zdaj tak, jaz bi mogoče tako rekla, no, da se mi zdi dostikrat, kaj doživim v praksi, to, da bi pacienti radi odgovornost na nas preložili. Večjo, kot bi smeli, odgovornost na nas preložili. Ker mislim, da je moja odgovornost, je to recimo, da pacientu jaz svetujem, kako naj ohranja zdravje. Ne? Se pravi, jaz mu povem, gospod, treba bo shujšati, treba se bo gibati, navodila. Ampak še vedno bo on konec dneva tisti, ki bo rekel, sem to naredil, bom se trudil, ne bom se trudil. Ne? Tako da tu se z moje strani konča pri nasvetih. Ne moreš pacienta prisiliti v to, da bo zdravo živel. Ne. To je glede te, če se pogovarjamo o preventivi zdaj, glede bolezni pa enako. Ne. Jaz pacientu razložim, naredili smo to pa to, boste dobili ta in ta zdravila, jemljite jih, za vas je dobro, da jih jemljete, da ne bo prišlo do tega in tega zapleta. Ne. Spet razložimo, zdravila tudi napišemo, ampak spet se tukaj odgovornost konča. Ne. On mora potem jemati zdravila redno. Mora paziti, da bo zdravo živel, da bo zdravo jedel, da se bo gibal. Ne. Vsak mora za sebe prevzeti tudi odgovornost. Ne. Mi smo pač tu vseeno kot neki usmerjevalci. Ne. Poznam tudi nekaj ljudi, ki v bistvu nimajo niti izbranega osebnega zdravnika. Bom rekla tudi, videli smo v medijih, da so bile te čakalne vrste, pa so tudi v Lenartu zdravniki odhajali, prihajali. Pač neka ta medijska podoba se je začela zgrinjati, malo bolj, rekla bolj v slabem smislu, ampak zakaj je pomembno, da imamo osebnega zdravnika in si ga zberemo, ne? Kaj je ključno? Ja, zdaj mogoče, ko si zdrav, ne boš o tem razmišljal. Ne? Ti nič ne manjka, ne boš v zdravniku, več let ga ne boš videl, mogoče sploh ne veš, kje ga imaš, ne? To se dogaja. Zdaj problem pa je, če si bolan. Ne? Ker zdravnikov nas je premalo, družinskih zdravnikov, večinoma smo vsi zasedeni in to je potem problem. Če zvoliš ti v bistvu čez noč, ti moraš vedeti, da ti bo nekdo predpisal terapijo, ali pa če akutno zvoliš, ti moraš imeti zdravnika, da ti bo uredil bolniški stalež, boš kakšne diagnostične preiskave. Ne? Tako da to pol čez noč je pa res težko urediti. Ne? Vem, da so to ene stiske, ampak ne gre tako, ne? Ker smo res kar precej zasedeni. Ne? Ne vem, če smo se že dotaknili, zakaj se mladi ne odločajo za ta poklic, zakaj toliko primanjkuje, kje so? Zdaj sicer v zadnjih letih je za odtenek bilo boljše, ne, glede vpisa na našo družinsko specializacijo. Jaz mislim, da zaradi tega, ker smo tudi mi nekaj dosegli. Ne. Dosegli smo recimo, da imamo to mejo, do katere lahko opredeljujemo paciente. Nad to mejo pa lahko zavračamo paciente, se pravi, ne potrebujemo na novo vpisovati, prej pač te meje ni bilo. Ne. Tada tukaj pa, jaz eno mislim, da mladi vidijo, ko izkusijo našo družinsko medicino, da je to lep poklic, ne. To je hvaležen poklic. To je pač ta plus. Ne. Jaz na koncu dneva vedno rečem, ja, vse je težko, ampak res rada to delam. Ne bi delala česa drugega. Ne. Zdaj po drugi strani pa ja, vsekakor izpostavim preveč administrativnih obremenitev. Ne. Tukaj smo res v enem velikem gužvi, ne. To je veliki minus. Pa potem, če se dotaknemo pač strani medijev, dostikrat kritika, ne. Tudi politika včasih na nas bije svoj boj, ne.
pa potem še z druge strani imamo ZZZS kot plačnika, kot nadzornika, tako da če povemo, v bistvu to je en krog, v katerem se zdravnik družinske medicine znajde. In jaz, mislim, meni je logično, če kot mlad zdravnik ti to gledaš, spremljaš, da verjetno si rečeš v glavi, mislim, da mi ni treba, da še jaz grem v ta krog. Tako da, pač plusi in minusi, jaz upam, da se bo izboljšalo. No. Čeprav se, če bi gledali tako, kako je bilo v preteklosti, sej zdravniki, ki so bili, so isto hodili po terenu, so bili z ljudmi, so jih zdravili, tudi šivali, mislim, malo bolj konkretne stvari delali. Je res, da je ta poklic se malo spremenil v tej fazi, da so vam pa, kljub temu, da smo digitalna družba, se mi zdi, da je pa te administracije vedno več. Ja, to je res, administracija je preveč. V bistvu moraš vse, kar poveš, tudi zapisati. Zdaj, če čisto tako povem, mogoče kako izgleda moj dan, da si bodo malo predstavljali pacienti. Pri nas to izgleda tako, da imaš naročenih pacientov tam na 10-15 minut, torej imaš za enega pacienta naročenega. To gre potem do konca. Potem pa vmes seveda nenaročeni, akutno zboleli in sistem se ti poruši. Tu že tukaj moraš. Zdaj končamo s pregledi nekje 1 uro pred koncem delovnika. V 1 uri jaz moram pregledati še vseh tistih 30 sporočil, ki sem jih dobila preko spletne aplikacije in odgovoriti klici, sester, tako da ne gre, mislim, res je preveč administracije. In meni je zelo žal, ker jaz pač se znajdem tako, se pogovarjam s pacientom, pa zraven vpisujem, ker drugače ne pride skozi. Meni je zelo žal, jaz bi se rajši več z njim pogovarjala, rajši bi ga pogledala, rajši bi ga še vprašala, kak je danes vaš sin, je že zdrav, ker to je zelo pomembno, ampak žal ne gre, res smo časovno tako obremenjeni, da preprosto ne gre in tu po moja glavna razlika napram preteklosti. Ja, tega res včasih so še južnali zraven, mislim, ko je gospod zdravnik prišel. Ja, včasih še malce nimamo, res, čisto iskreno, ker ne zvoziš dneva. Zdaj jaz pa tudi ne morem vsak dan ostati v službi. Ampak v končni fazi govoriva zdaj o 10-15 minutah, kar ni. Ne, to je res malo. To je zelo malo, mogoče še to prej nisem povedala. Zdaj, če vzamemo akutno zbolelega, se pravi pacient z bolečino žrelo ali pa kašla, ja, gre znotraj 10-15 minut. Ga ti pogleda, se zmeniš, narediš plan. Ampak predstavljate si, če pride pacientka z, 3 diagnozami, pa dobro smo rekli samo kontrolo, ampak gospe vmes, še neki na novo se simptom pojavil, pogotovim, da še nima pritiska urejenega, naredi to v 15 minutah, ne gre, res ne gre. Tako da pol iščeš neke vmesne poti. Ali pa se znajdeš, reči, gospod, danes bomo to, kaj je res nujno, ta pritisk me mori, dajmo se videti naslednji teden, pa bomo še vse ostalo. Pač ta časovna stiska tu moraš nekako. Veš, si v bitki s tem časom, se mi zdi. Prav nekaj dneva, da ne bi bil. Joj, kar grozno, mislim, ko si zdaj tako povedala, je kar res malo grozno vse skupaj deluje. Je kar izziv ta časovna komponenta, da pa tudi v končni fazi, ne samo časovna, tudi ta odgovornost do kvalitetno upravljenega dela. Ja, to je res, Tako da, mora se znajti, Pravim, jaz večer recimo kako kontrolo naročim. A pa mogoče še to, sej, tudi vsaki dan nisi najbolj prisoten, Mi še imamo tudi nočna dežurstva in to zgleda pri nas tako, da po noči greš dežurati in ti greš drugi dan ambulanto naprej delati, Čeprav si celo noč delo. Jaz iskreno drugi dan nisem sposobna nekih hudih kvalitetnih obravnav, tako da spet ti en dan odpade, ampak takrat so prišli novi izvidi magnetov od pacientov, moraš poslati terapijo, to ti vse ostaja. Tako da včasih je prav stresno. Dosti krat govorijo, sej telile doktori, pa sam sedijo, pa majčka napišejo. No, to mogoče, ker dosti krat se tudi nam zgodi, Tista ura za administracijo, pa pride pacient pa reče, kako me ne morete pogledati, če pa nikoga ni zunaj, nikoga ni v čakalnici, a še tu zgor papir, veste. Tako mogoče, da bi pacienti malo bolj razumeli naš vidik dela, ker to ni za nalašč, da zdravnik še isti dan ni odgovoril na vprašanje ali pa na izvid, mogoče bo trajalo teden dni, da boš odgovoril, vsekakor pa to ni za nalašč, samo pač ne zmoreš, ne gre skozi velikokrat. Je pa res tudi, naprimer, ko si rekla, pošlje sporočilo ali pa mail, se dejansko tudi ti, da prebereš, pa da malo misli zbereš, da poveš, ne pa odgovoriš na njegovo vprašanje, ker v končni fazi nismo mi kar stroj ali pa čez GPT, kar ti v 10 sekundah odgovorimo, kaj je z njim narobe. Jaz najbolj tega ne zagovarjam, tega dela nadaljavo, posvete preko aplikacij. Ne zdi se mi to prav. Jaz, kdaj se to poslužujem, da recepte naročijo,
ali pa mogoče res kako kontrolno napotnico, ali pa jim rečem, danes sem vas pregledala, ko boste upravili to preiskavo, dajte mi poslati izvid. Ne. To je, ampak včasih pol to, ker gre, ne, odgovor, vprašanje, ne moreš, ne gre. Nimaš toliko časa, da bo zdaj ti si z nekom dopisoval. Ne. Tako da potem naročimo na pregled, pa tudi še živo je dosti boljše, dosti lažje, ne. Še pregledaš pacienta, tako da lahko veliko boljše urediš vse skupaj. Včasih je tudi veljalo, da v bistvu je imela ena družina kar več kolen istega zdravnika. Ne. Zdaj tudi verjetno to se pozna, ne. Ko ti poznaš celo družino, se kakšne diagnoze tudi prenašajo, tega ni več. Zato smo družinski zdravniki, ker družine zdravimo. Ne? Tako da to ti ime. Meni je to zelo lepo, no? Da imaš več kolen. Imaš moža, imaš ženo, imaš otroke, imaš babice, detke. Meni je to zelo lepo. Ne? In, tako kot pravite, dostikrat vse diagnoze, kakšne prenaša, ne? Ta družinska anamneza je zelo pomembna. To v bistvu se kar, že zaradi, oziroma pri preventivi, ne, pri referenčni sestri, ona vedno povpraša družini, kakšne bolezni. To se mi zdi zelo pomembno. Ne. Tako da, ko pride k meni, v bistvu ima že to pripravljeno. A pač nima, tudi jaz ponavadi povprašam, ker to je zelo pomembno. Ne. Če veš, da ima nekdo v družini neko kronično bolezen, boš pri pacientu tudi bolj pozoren na kakšne simptome oziroma znake, ki bi tudi pri njemu lahko kazali na to bolezen. Ne. Tako da si tudi bolj pozoren. Pol recimo pri določeni bolezni lahko kakšne preventivne preiskave narediš. Obstaja tudi recimo genetsko testiranje, če gre za kakšne genetske stvari. Tako da je zelo pomembno, da poznaš mogoče. Ne. Še lažje pa je, če poznaš paciente. Ne, da jaz poznam očeta od pacienta, tako vem, vaš gospod ima, oziroma vaš oče ima, ne vem, povišen krvni pritisk, je doživel možgansko kap, že vem, moramo paziti, ne, imaš čobe nizke in to. Ne. Tako da je pomembno. Ja, tudi to. Naprimer, jaz nisem tega prej poznala. Mama ima ščitnico težave, ne. Isto je v bistvu potem bilo takoj, njena osebna zdravnica je takoj rekla, ščerke naj se grejo takoj testirati, ker ne, je lahko, vem, da je imela potem anevrizmo, vem, moj zdravnik je takoj že ene stvari bolj je pozoren. Ne. To je super, po mojem, ker dosti s tem rešimo. Ne. Ja, že prej, ne. Ja, seveda prej, preden se kaj razvije. Preprečimo, tako. Ali pa hitro kaj ulovimo tudi, ne, mogoče ne bi tako hitro, ne. Staranje prebivalstva. Zdaj, koliko sem gledala zadnje statistike za Slovenijo, kažejo, da bo vsak 4. prebivalec Slovenije starejši od 65 let. Kaj to pomeni za družinskega zdravnika? Starejši pacientov imamo veliko. Zdaj, večinoma so starejši pacienti tudi bolj bolni. Ne? Se pravi, imajo več bolezni, več diagnoz. Kaj to pomeni v moji ambulanti za moje delo? Se pravi, pregledi bolj natančni, več stvari moraš izprašati. Verjetno bo več diagnostičnih preiskav potreboval, večja bo terapija, tukaj moraš razmisliti, ali gre vse skupaj ali ne, več kontrolnih pregledov. Tako da več dela, ne? Ampak to je pač trend, temu se ne moremo izogniti. Ne? Bolj moraš biti pazljiv. No? Pa kot smo prej rekli, starejši so krhki, moraš še bolj paziti, ne? Da ne prije do kakih poslabšanj. Če vzameva čisto tako, mogoče imate tu, verjetno imate, ampak če mogoče poznaš toliko, da lahko rečeš v nekih odstotkih, koliko je tega prebivalstva, ko imaš mlajšega pa starejšega opredeljenega pri tebi? V odstotkih? Ali pa čisto čez palec? Mlajših niti kaj dosti ne vidim tukaj, ker sem večinoma zdravi. Zdaj, če povem, recimo v enem dnevu pa zagotovo 3/4 starejših. Ne. Ali pa polovica mogoče, ne. Starejši pacientov pride. Ne. Tako kot pravi, več jih tudi naročaš, zdaj pa procenti ne bi vedela natančno povedati. Mogoče v glavarinskih ti tam bolj, tam so potem starejši več ocenjeni z večjimi količniki. Tako procentualno pa ne bi vedela z glave. Ampak tako me je čisto zanimalo. Drugo vprašanje, ki se mi je zdaj porodilo, ko si jih rekla, kaj pa ti, imaš tudi osebnega zdravnika, ali kako pa zdaj pri vas, vi verjetno tudi rabite nekoga, ali kako pa to pri vas potem poteka? Ali sami sebe zdravite? Ali... Ne, to so nas ekstra pozorili, da ne bi sam sebe zdravil, ker to je lahko zelo nevarno. Ne? Malo se hecam. Tudi jaz sem izbranega zdravnika. Tudi jaz zdaj zbolim, tudi jaz zdaj potrebujem bolniški stalež. Tako da Smo ljudje, kot vsi ostali. Ampak je pa tudi, se mi zdi, da mogoče znati, kako si jih rekla, ne zdraviti samega sebe. Zna biti mogoče težava pri kakšnih stvarih, ko prepoznavate bolezni za sebe. Mogoče drugače vidiš, ker bolj subjektivno ocenjuješ. Ali? Tu smo si po mojem spet različni.
Ja, sicer, hvala Bogu, nisem taki človek, ki bi zdaj mogoče neki simptom takoj povezala zdaj s tem, ne vem, raka imam ali pa kaj takega. Nisem takšen človek. Bolj sem mislila v tem smislu, recimo, ker sem imela sama tako izkušnjo vnetje oči, ki sem jih sama zdravila. Ne, in to zelo tako površinsko, da ja, naj bi bila v bolniškem staležu, ne, sem si pisala kapljice, kar na koncu ni bilo v redu, se je kar zakomplicira. Bolj v tem smislu mogoče. To sem jaz, verjetno kdo drugi pa se drugače odzove. Ne. Pa mogoče preveč kakšen preiskav bo si sam sebi naredil, ker ve, kaj je lahko za nekimi težavami od zadaj. Prej smo se tudi pogovarjali, ampak mislim, da smo že tu iz zdravnika opredeljevati kot neki tekoči trak. Vseeno, ko si pa govorila o teh podatkih, 10 do 15 minut, pa da jih imaš kar naročene, pa mogoče malo dobimo občutek, da pa je vseeno tle ambulanta tekoči trak. Ja, to že, ampak mislim bolj, ne moreš pa pacienta obravnavati vsakega enako, ne, to ni robotsko delo nikakor, ne. Zdaj, mogoče, kaj se mi je tako malo prešinilo, kar meni recimo zelo pomaga, ko jih že poznaš paciente, že točno veš, ne, pride not pa veš, prišli smo to, pa ga že vprašaš, kaj je boljše, ne, pa se spomniš mogoče kakšne stvari izpred par let, sama sebe presenetim, ne, in čas si reče, pa kako si to zapomnili, pa vsak, ja vem, to ste imeli, ne, tako da vsaki je individu, ne moremo pospoščevati. Samo po mojem je dlih to, ko tako vprašaš, se kar prirasteš srcu, pa reče, glej, kako se je spomnila na mene. Se včasih sama sebe preseneti, ko se res neke stvari spomniš, ne? Še posebno kakšne zanimive. Ne? Ja, to so tvoji ljudje na koncu, ne? To so moji pacienti, jaz imam za svoje. Ne? Pomeni to, da jim pomagam, da jih zdravim, da so boljši, to ti res dosti pomeni. Ne? Tako da verjetno tudi zaradi tega si še bolj zapomeniš kakšne stvari. Ne? Ampak dobro, bom rekla, za temi 4 stenami se odvijajo lepe, pa tudi žalostne zgodbe. Kako dejansko se spopadaš, da se te zgodbe nekako ne dotaknejo? Kakorkoli obrneva se te, ampak da ne nosiš tega bremena domov in ga potem tudi nosiš na svojo družino, oziroma da te ne naražira v sebi. Jaz nekaj let sem kar nosila to domov. Zdaj, ko gledam nazaj, vidim, da je zdaj drugače. Ne? Ampak nekaj let sem. To se je dogajalo tudi, da večer nisi mogel zaspati. Si premišljal o tem. Ali pa recimo dežurstvo, ko se tudi pacienti tebi navrnejo, si mi je dogajalo, nisem mogla zaspati. Ne? Pa sem onega gospoda v redu. Kaj pa, če bi bilo to pa to? Me je včasih posli prešinilo. Ne? Mogoče bi bilo to pa to. Tako da ja, mora si nekako to narediti. Mislim, da z leti pol, ko si res toliko v tem, ko že toliko let dela si pol nekako narediš trdo kožo. Kaj meni recimo pomaga je to, da sem vseeno 15-12 minut z Lenarta in v tem času, ko se jaz vozim domov, imam muziko in lepo jaz to odklopim. No. Je pa res, tudi to moram povedati, da mi dosti ga pomeni, če pa me kaj mori, ker zagotovo pride. Predvsem kakšne žalostne stvari, to ne moreš to si izbiti iz glave. Ne. Da potem recimo tudi doma povem možu, povem, to pa to je, kaj misliš ti, ne? Kaj bi ti naredil, ne? Pa mogoče on svojega vidika tudi kot družinski zdravnik pove, jaz bi to pa to. Ne? Ampak to ni tako pogosto, zelo redko. Ne? Se mi zdi, da z leti je lažje, zagotovo je lažje. Moraš pa se truditi več čas, da, tako sem prej povedala, da si dameš nekaj časa za sebe, pa odklopiš. Ne? Je pa zagotovo izziv, mislim. Ja. So tudi te žalostne zgodbe, to te včasih res se zelo dotakne. Ne? Pa mogoče se to meni pomaga tudi, imam res dober tim. Jaz imam 2 diplomirani medicinski sestri in mi smo vse 3 si tako tudi karakterno podobne in kaj mi pomaga, pa tudi vem, da njima, je tudi to, da potem recimo se kaj zgodi, pa mi malo predebatiramo, meni je hudo, ne? Si potem nekako povemo in mi je tudi to ena terapija. Ne? Imam super tim in zelo sem vesela, ne? Da lahko se to dogaja, ne? Da tudi na ta način se nekako pomirim. No? Super, ker tudi dostikrat se je že zgodilo, jaz imam tudi osebno izkušnjo tako, da je bila naprimer mi zdravnica, zobozdravnica, kakorkoli, mi je bila zelo všeč kot oseba, ampak tista njena sestra pa se rekla, pa bože, kje si jo dobila? Ja, veste, kak je sestra, predvsem ta, ne, ambulantna sestra, rečemo, ona je prva, ko pride pacient sem, ne, ona pač mora imeti tudi neki red, mora opraviti triažo, ne, mora oceniti, a ta zdaj rabi nujno obravnavo, a lahko počaka. Seveda to pol nekaterim ni všeč, ne, samo žal je pač tak, ne, ker drugače bi se sistem res porušil. Verjetno pol komu to ostane v glavi, ne, pa ni zadovoljen, ampak jaz za svojo sestro res stojim, vem, da je super. Zdaj mogoče še ta razlika, da opredeliva, pa je tudi dosti govora o tem,
koncesionarji. To se še vedno tako malo sliši. Ne? Zdaj, ali je zdravnik v zdravstvenem domu, da ga imaš, ne? Ali pa da je koncesionar. Spet neka fama se je med temi koncesionarji vseeno se mi zdi zgradila, ampak kaj je v bistvu razlika med vami? Ali pacient to razliko občuti, bi jo smel občutiti, ali kako je s tem? Ja, tudi jaz dosikrat opazim, da ne vejo, kaj to točno pomeni, ne? Ker mi včasih, ali pa tudi izven ambulante, mislim, kdo vpraša, a tebe pa moram plačati. Ne? Ni to res. Ne? Jaz, zdravnik družinske medicine, koncesionar in zdravnik v zdravstvenem domu delamo enako. Mi opravljamo enako delo. Mi smo vsi primarni nivo, k nam se naročijo, ne potrebujejo napotnic in ne potrebujejo nič plačati, ne, pacienti. Zdaj pač razlika je v tem, da jaz zraven ambulante svoje, se pravi ambulantnega dela, še pa imam druge obveznosti, bolj poslovne. Ne. Se pravi, upravljam v bistvu celo ambulanto, ne. Naročam material, dobavljam material, poslovni partnerji, ne vem, pač vse to moraš urejati sam. To je edina razlika. Ne. Tako da jaz mislim, da ni neke razlike v obravnavah. Ne. Isto delo delamo. Včasih sem slišala, da je kjer tako ušvrgno, da je rekel, ja, če pa greš koncesionarju, pa te ne na tokrat pošle v laboratorij, kašparaj. Drži, ne drži? Pa ne, mislim, ne bi rekla, no. Zdaj smo tudi, zdaj, če smo že tukaj, ne, strani laboratorija, tudi je nadzorovani, ne, strani ZZZS-ja. To se konec leta vidi, koliko laboratorija si naredil, toliko ga moreš, če ga nisi, moraš tisto doplačati. Tako da jaz delam laboratorija, koliko ga pač potrebujem, ne. Ne gledam na to, da zdaj, a bo zdaj to, ali ne bo, ali bo zdaj ta denar. Če ga pacient potrebuje, ga bo naredil. Ne. Zdaj, pri drugi pa težko reče, ne, kdo se odloči. Ne. Ja, saj tudi zdravniki so si različni. Vprašanje, mogoče malo bolj strokovno se sliši, zakaj glavarinski količnik ne odraža realnosti dela? To spet taka tujka. Da malo bolj razložiti, ja. Spet taka tujka, ko mogoče kdo ne pozna. Ne? Zdaj, če povem, evo kaj je razlika, ker vedno tudi, če iščete na internetu podatke o družinskih zdravnikih, vedno piše število opredeljenih pacientov. To pomeni dejansko število ljudi, ki so pri meni opredeljeni. To je torej po glavi, evo, tako rečemo. Ne? Potem pa vedno zraven pa piše število glavarinskih količnikov. Ne? Zdaj, glavarinski količnik pa pomeni, kako boš ti v bistvu pacienta opredelil po spolu pa starosti. Ne? To nima torej nič za tem, koliko je zdaj tukaj ljudi, ampak samo ta opredelitev, ocenitev pacienta po spolu in starosti. Ne? Evo čisto taki primer, se pravi neki mladi pacient, ki ni bolan, bo lahko prinesel tam tudi manj kot pol količnika glavarinskega, neki starejši z večjimi diagnozami, pa potem več glavarinskih količnikov. Ne. Ampak jaz bi rekla, da tudi to ne pokaže natančno moje obremenitve, ne, ker ne moreš ti enačiti tega. Torej, delo moje ni enačeno z glavarinskimi količniki, ne, ker smo spet pri tem, pacienti so vsi različni. Ne moreš da reči, nekdo, ko ima več glavarinskih količnikov, večja obremenjenost. Jaz. Verjetno ja, ampak ni pa nujno. Ne. Tako da v bistvu neko pošaljno je vzeto. Ja. Ena posebnost še pri tebi je, kar me je tudi zelo presenetila, sem rekla, moram te vprašati, ker ne vem, kako je zadeva rešena, kako je to urejeno, pa da je dovoljeno alternativna medicina. Ne? Ti si tudi specializirala iz akupunkture, bila na Šrilanki, opravila to izobraževanje, tako da v bistvu v svojem ambulanti ponujaš tudi akupunkturo. Izven delovnega časa, da se razumemo. Ne? Ja, mislim, mene je akupunktura vedno pritegnila, ko sem o njej slišala. Ne? Točno se spomnim recimo zadnjega izpita, ki je bil iz geriatrije. Ne? Tam je prav zdravnik me izpraševal, rekel, dajte pogleda v interno, poiščite, kje piše o akupunkturi, ker je takrat prvič bila v interni medicini en zapis o akupunkturi, ne, kot obliki pač terapije tam zdrave. Ne. Pač meni je bilo to vedno zanimivo in potem imam eno dobro prijateljico, družinsko zdravnico in smo pač kar povezani in smo se odločili, da bi pa to enkrat šle na to izobraževanje, da se skupaj tega lotimo in potem se je v bistvu prilika pojavila kar čez noč. In smo pač postale potem študentki, to je podiplomski študij, podiplomski študij akupunkture. To je v bistvu izgledalo tako, da je trajalo okvirno dobro leto dni vse skupaj, s predavanji pa potem prakso. Zdaj sem potem šla na prakso, ki je trajala 2 tedna na Šrilanki, ker tam imajo prav svoje klinike za akupunkturo. Pa tam sem potem upravila izpit iz akupunkture. To pa pač upravljam tukaj izven delovnega časa. Zdaj, akupunktura je v bistvu veja
tradicionalne kitajske medicine. Ne. Tam je kar dobro uveljavljena, pa to je v bistvu veda, ki traja že več tisočletij nazaj. Ne. To je kar stara veda. Začela se v bistvu tako, to bi naj bila legenda, da je bil en bojevnik, ki je dobil puščico v telo, ne vem točno, kjer je del telesa, ampak potem, ko so to odstranili, to puščico, so ugotovili, da pa se ima bolezen druge pozdravila in potem na podlagi tega so začeli to raziskovati. Ne. In kaj je meni recimo tu všeč, je to, da pristopa k človeškemu telesu tudi preko tega duhovnega vidika bolj. Ne samo telesno, ampak tudi duhovno. Oboje vključuje. Ne. Zgleda pa tako, da ti zabadaš akupunkturne iglice v neke naprej določene točke, ki se jih potem naučiš, ki so na meridiani, to so pa navidezne črte po našem telesu in na ta način zdraviš. Ne. Torej, kot dodatek terapije. Jaz nikako ne bi rekla, da bi to zdaj bila neka osnovna terapija, zdi pa se mi zelo fajn, koristno kot dodatek klasični medicini. Ne. Lahko tudi kakšen primer povem, kako sem jaz to doživela. Glavne, uporablja se pač res pri številnih stvareh, predvsem, kaj se meni zdi, da se odloča najbolje pri kakšnih kroničnih bolečinah, tudi kakšne kronične bolezni, nespečnosti. Pri nosečnicah je tako znano, ne, za manj boleči porod, ne, tako da tudi ti pacienti se potem največ odločajo za to. Mene je presenetilo, kako je to zanimanje. Ne, pa ne delam nobene reklame, ampak pacienti so večinoma predvsem moji, ne, ravno ti, ki imajo, evo bom povedala primer, bolnik mi je prišel, ki ima fejst uporabljeno hrbtenico ledveno, bi v bistvu bil kandidat za operacijo, ampak on ne sme na operacijo, ki pa ima eno drugo kronično bolezen, zaradi katere ne sme. V bistvu so njemu povedali, da bo v bistvu do konca življenja bo hodil na fizioterapije, pa na analgetiki bo. Ampak to so močni analgetiki. Ne. On to jemlje večkrat dnevno, te močne analgetike in še tisto s časoma mu je začelo popuščati, mu ne pomaga toliko pri bolečini. Tako da on v bistvu res živi v bolečini in on me je vprašal za mnenje, če je on kandidat. Ne. Seka, ja, poskusimo. Ne. In zdaj naredila smo tisti cikel terapij in po terapijah je gospod bil brez bolečin. Gospod ni rabo vzeti analgetika. Ne? In ker je tudi moj pacient in ga srečujem in pride in reče, doktorica, jaz sem delal na vrtu po več letih. Jaz sem zdaj kidal sneg. Ne? In jaz sem presrečna, ko to vidim. Ne? Seveda mu pomagam kot zdravnik, rešujemo to, kar lahko, ampak pač ljudje se odločijo za to, ker bi ravno si izčrpali druge možnosti, ne? Pa bi pač si radi izboljšali kvaliteto. Ne? Normalno, da je on zdaj srečen, da je njegova kakovost življenja boljša, če ga ne boli, ne? Če lahko normalno spi, se normalno giba. Ne? Tako da. Jaz bi si želela, da bi mogoče bila več poznana, priznana. Ne? Kot en dodatek se mi zdi, da je lahko kar koristna. Z roko v roki, tako kot si omenila, način, ja. V bistvu na Kitajskem imajo posebej bolnico za zdravljenje, ta tradicionalna. Potem pa oni napotijo tudi na... Ja, to smo na Šrilanki smo se to ravno pogovarjali, tam so prav klinike, ne, recimo klasična medicina pa klinika za akupunkturo in ja, včasih se tudi med sabo pošilja, oziroma je normalno, da pacient je šel danes tja, pa smo rekli, to smo naredili, pojdite zdaj še poskusiti, če bo šlo za akupunkturo, je nekaj normalnega to, ne. Ampak akupunktura ni samo, da pač špika šigalce pa bolečina zgine. Ja, ni tak. Ne. Kaj je meni recimo tu še, če ravno to... Zdaj sem povedala moje delo, kako jaz delam. Ne. Jaz si vzamem za pacienta nekaj 1 uro, ne. So pri meni. Zdaj, kaj je meni pomembno, je to, da si lahko vzamem za njega čas in ga res izprašam. Od zdravstvenih simptomov, pa potem recimo tudi te stvari, tudi čustvena plat, ne. Katera čustva njega bolj opredelijo, kaj bi on rekel, je jezen, kakšen je, ne. A se mu je kaj zgodilo v otroštvu, je bil kakšen dogodek, ker to pač vse pomembno vpliva tudi na simptome, ki se pri njemu pojavijo. Jaz mislim, da tudi v klasični medicini bi to bilo fajn vključiti, ne? Ker to je res. Včasih pride pacient obremenjen, ne? Zdaj ali ugotoviš, da ima kaj od zadaj, kaj ga mori, ali ne ugotoviš, ampak to vpliva lahko na njegove telesne simptome. Tu imamo res premalo časa, da bi še se mi v to vključili, ne? Da bi še ta del predebatirali. Prosto nimaš časa. Kar pa pri akupunkturi si ga vzamem, ker se mi zdi prav, ne? In potem res narediš potem eno diagnozo, ga pač doma ga naštudiram, vidim, to mi je povedal, ne. In res mi je zanimivo, kako to vse pa še skupaj, ne. To je res kot ena celota, ne. Prav diagnoza pa še skupaj, ne. In potem ti v bistvu zabadaš točke, torej ne zdaj samo za bolečino križa, kar je za bolečino, ampak točke, ki pomagajo pri njegovi diagnozi po kitajski medicini, ne. Pa ja, akupunkturo lahko, na primer zdaj, če imam jaz težave, lahko
dobim naprimer napotnico ali mora samo plačniško? Ja, v določenih regijah gre. Zdaj večinoma prav kot akupunktura sicer ne bi šlo, bolj kot v okviru protibolečinske ambulante. To pa vem, da se upravlja. Ne? To potem anesteziologi tudi upravljajo. Ampak koliko vem, tukaj naša regija ne, no, najbolj ne. Drugače pa se da, ja. Mislim, imamo prav v ZS šifra tudi akupunktura. Kako pa odgnati ta strah pred iglami? Ker je malo neprijeten občutek, ampak to sem imela kar nekaj pacientov, ki imajo strah pred iglami, ampak jaz se predvsem z njimi pogovarjam tekom terapije. Ne? In tudi povem, to boste pričakovali, ne? Ker mora biti tako, ti iglo zapičiš, mora biti neki učinek, ali ga zamravlinči, ali ga zaboli, ali bo okrog iglice rdečina, elektrika, nekaj mora biti. Ne? Tako da že bisti pričakujejo in poveš, kaj bo se lahko zgodilo. Pa pol večinoma, ja, pa sprostiti se morajo biti res sproščeni, tudi naj bi vmes upravljali te dihalne vaje, ne, globoke dihe, izdihe. Potem tudi manj boli, no. Tako da, tekom terapije mi reče, pa ne, se v bistvu prav ne čutim več, ne. Vse da. Pa še ena stvar, ne, če ti imaš res neke hude težave, hude bolečine, boš vse naredil, da jih to držijo. Odženeš, ne, tako da bo tiste iglice so še najmanjši problem, ne. Kako so se odzvali, naprimer, pacienti tu v tvoji ambulanti, ko so zvedeli, zdaj imamo akupunkturo, zdaj nekaj si omenila, da je bil kar pozitiven odziv. Pa me pa še zanima, kako so se odzvali pa stanovski kolegi, ker časih kakšni malo pogledamo. Ja, zanimanje je bilo kar veliko, je tudi mene presenetilo. Še vedno je, no, to ves čas je zanimanje, ne. Ker pač ljudje iščejo načine, s katerimi bi si pomagali, ne. Predvsem, če neke druge možnosti izčrpajo. Ne. Tako da, pa tu zelo zanimivi primeri so mi vmes. Meni je to res zanimivo, no. Se rada s tem ukvarjam. To, da se mi zdi kar pozitivna mnenja. Mogoče negativno do mene ne pridejo, ne vem. Ampak mi dosti krat rečejo, jaz sem povedal še onemu kolegu, veste, oni vas bo zdaj klical, ne. Tak, na ta način. Stanovski kolegi pa verjetno deljeno, no. Se mi zgodi dosti krat, da me potem vprašajo za kako mnenje, ne, zakaj me tu mravlinči, kjer je to točka ali pa take stvari, ali mi tudi kakšne paciente rečejo, lahko pride k tebi, veš, imam tega pa tega. Ne. Pri nekih stvari so to res dobri učinki. Ne. Tako da, po moje deljeno mnenje. No. Verjetno tudi, koliko to sploh poznajo. Ne. Eni bolj poznajo, drugi manj. Ne. Omenila si tudi prej mi v bistvu po kapi, da dejansko lahko zelo dobro napreduje, v bistvu tudi sprostitev teh mišic. Ja, imela sem eno pacientko po možganski kapi, ali pa še recimo ta tudi je zelo, mi je bila zelo tako zanimiva, gospa z nevralgijo trigeminus, to pa v bistvu bolečina po tem obraznem trovejnem živcu. Ne. To so tudi strašne bolečine. Vsaka v bistvu živčna bolečina je grozna. Ne. In spet ista zgodba, gospa na analgetikih. Ne. In tu smo ji rešili situacijo. Ne. Za nekaj mesecev bila čist brez bolečin. Prej pa hodila tudi po nekajkrat tedensko na urgenco, da je ji prijelo šele, ko so ji intravenozno stočili močno analgetično zdravilo. Po kapi pa tudi je gospa potem imela manjši tremor roke, ne, se pravi, se je manj tresla. Mi je povedala, zdaj si lahko pa žlico nesem juho v usta, kar prej ni mogla. Ne. Tudi koliko sem jaz opazila, ker to se potem srečujemo enkrat na teden, ne. Že tekom terapij sem videla, da je prišla bolj stabilna, ker je imela težave pri hoji. Pa tudi govor je bil malo bolj razločen. Zdaj sem ravno bila v stiku z gospodom, ki jo je pripeljal, ne, in je rekel, da še kar drži, da opaža, da še vedno je stanje stabilno. Ne. Tako da res sem zadovoljna. Ja. Ko razlagaš, to je res tako eno plemenito delo, ki ga delaš. Ne? Ko vidiš, da imaš toliko znanja in nekih veščin, da znaš, da lahko izboljšaš kvaliteto življenja. Ja, meni se tudi to zdi, da je to res nekaj. Zato sem se odločila za medicino, da pomagam ljudem. Ne? Da čim lahko z več vidikov, hvala Bogu. Ne? To meni na koncu dneva mi je ravno to všeč, da vem, pomagala sem mu, ne? Vesel je, ne boli ga. To res mi dosti pomeni. In to je ravno mogoče lih ta širina, ki jo imaš, je neka dodana vrednost, kot da si samo zdravnica. Pa jaz mislim, da je, ja. Jaz mislim, da je. Mislim, tudi za mene je to pozitivno. Jaz recimo, me včasih kdo vpraša, pa zakaj še zdaj to akupunkturo hodiš, ne? A te ne zmuči, a nimaš dovolj, ne? Včasih. Tu mogoče reče kdo, ki ne razume tega, ampak meni je to toliko da, jaz včasih grem, ker pač upravljam kdaj popoldan, ne, pa grem potem večer, mislim, jaz pridem domov polna energije, ne, ker mi je ravno to toliko da, ko vidim, da je pa mu boljše, ne,
boljši je prišel nasmejan, ali pa ta gospod zdaj spi, prej nis pa onega ne boli, ne, mislim, ja, tudi za mene je pozitivno. Pa za pacijente seveda tudi nečim pomagamo. Kaj misliš, se bo v prihodnosti bolj prepletala ta alternativa z tradicionalno, ali bomo še vedno bolj zagriženi samo tradicionalno pa zdravila? To zdaj težko rečem, ne? Saj ne moramo zdaj govoriti, da vsa alternativna medicina je dobra, to ne bi zdaj jaz rekla, ne? To hočem jasno mejo narediti, ampak za akupunkturo, koliko sem se v njej naučila in jo izkusila, bi si želela, da je bila en dodatek, ne? Pa tudi to, kar smo rekli, ne? Če bi imeli mi več časa, družinski zdravniki, bi lahko tudi kakšne druge vidike vključili, ne? Se več pogovarjali, prišli mogoče še do kakih drugih idej, razlogov za neke stvari, ne? Ker ni vedno samo telesno, ne? Samo preprosto res nimaš časa, ne? Da upam. Ja. Zdaj smo že kar dosti povedali, ampak je pa vedno bolj pereče. Se mi zdi, da smo vsi že dali to skozi, no? Da gremo iskati diagnoze oziroma po nasvete na splet, na ChatGPT. Kako se ti s tem srečuješ? Mislim, vsakodnevno, kako je zdaj s tem? Pa bi rekla, da kar vsakodnevno je zagotovo kdo, ki reče, ne? Zdaj bi rekla tako, mogoče ne v tem smislu, da bi zdaj prišel prav pacient z izdelano diagnozo, to se mi ne zgodi tako pogosto, mogoče, ali pa tudi ne upajo kdaj povedati, ampak se mi pa kar pogosto dogaja, da pridejo in povejo težavo, pa mogoče tudi ne povejo bolj takoj, večino bolj tekom obravnave, ko mi da se zmenimo, kaj bomo, pa reče, joj, vse sem gledal na internetu, ne, in zato sem prišel, ker me je to in to prestrašilo, veste, kaj vse piše, ne. Tako da, ja, mislim, jaz bi rekla tako, pozdravljam to, da se pacient o sebi ozavesti, da ve, aha, nekaj me boli ali pa ne vem, neki simptom imam, nekaj je narobe, ne? To se meni zdi prav, ne? Da, tako smo prej rekli, da odgovornost prevzameš zase, ne? Da veš, nekaj ni v redu, nekaj moramo ukreniti. Mislim, zdi se mi človeško, ker živimo v taki dobi, da pač greš pogledati na internetu. Jaz zdaj kaj pogledam na internetu stvari, ki jih ne vem, avto, ne vem nič, ne. Hecam se, ampak Ja, je neka podobnost. Mislim, ja, pač tako odreagiramo, pa gremo. Tako, pač poiščeš informacije na spletu. Samo, zdaj pa je to spet tak, ne. Zdaj, če dam en primer, recimo, ne vem, imaš izpuščaj na roki, zelo pogosta stvar, ne. In to opaziš, ne vem, soboto večer na kavču. Ga poslikaš, pošleš na ChatGPT, ne. Ali pa ga opišeš, kakorkoli, no, in on bo napisal, lahko imaš to, pa to, pa to, pa to. Bo napisal, ne vem, lahko imaš vnetje, lahko te je pičila žuželka, ali si se kam udaril, bo pa tudi napisal, lahko imaš kožnega raka, ne. Tu je za en spisek diagnoz. Zdaj, kaj jaz mislim, kaj si potem pacient najbolj zapomni, je seveda to, da ima kožnega raka. Ja, no, tak je, ne, vsi se bojimo teh slabih diagnoz in jaz mislim, da tu recimo je pa prav pa se reče, opa, da ga kje nimam, ne, bom šel rajši do zdravnika, ne, naj mi on pove, ne, pa potem on pride, pa bomo pogledali, pa povedali, ne. Zdaj, če pa gre pol v ono drugo skrajnost, da pa sem prepriča, jaz imam raka, ne, ker to se tudi dogaja, to se mi zdi največja pas, da se pol dogaja to, da so ene povsem napačne diagnoze, ki povzročijo pri pacientu strah, skrb, ne spijo, pa še ne bodo potem nikamor šli, ali pa se bodo nekaj sami zdravili in tu pa se včasih lahko zgodi, da se res preci poslabša zdravstveno stanje, ne. Tako da, ja, v redu se, si prebereš se, ne, si nekaj stvari naštudiraš na internetu, ampak pojdi do zdravnika pa se prepričaj, ali imaš prav, no. Kaj pa to zaupanje, bi rekla, med zdravniki, ker verjetno pride tudi pacient pa reče, pa veste, gospa zdravnica, sam ChatGPT mi je pa rekel. Ja. Kako tako? Včasih je to kar težavno, ne. Spomnim se enega primera, ko je prišla, gospa je prišla z A4 listom, ne, kjer je bil izpisek ChatGPT, ker ima neke težave in tam je prav pisalo, zdravnik naj opravi to in to in to, verjetno bo terapija to in to in to, pa na konci podpis zdravnika, ne, to sem si tako zapomnila. Tisto, po moje, sem malo bila kar par sekund brez besed, ne. Ampak sem pol gospe rekla, razumem, gospa vas skrbi, to boste vseeno zdaj pospravili, pa bomo mi dve šle po najno, jaz mislim, da potrebujete to, ali pa ne, kaj smo se pač zmenili, ne. Tako da, čas je prav zanimivo, no. Se mi pa vseeno zdi prav, da povejo to, ne, da so nekaj poiskali, pa da vemo, ali so že kaj delali na tej stvari, ali včasih se dokupuje kakšne pripravke doma, pa mogoče kako težavo poslabšanje, ali pa kakšne kremice in to, ne. Ja, je pa vseeno pač potrebno vedeti, da pač ja, ljudje smo individuum.
Če GPT generično ene stvari odgovori, ne pozna to je res. družinske amneze, tako kot si rekla. Tako, Ne? ja. Mislim, marsikaj je odzadaj. Ne? In jaz vedno tudi rečem, da v končni fazi zdravnik je tudi hodil kar nekaj let, ne samo 4 leta, pa z diplomo mahamo. Ne? Imate še specializacijo, imate nekaj izkušnje, ste dali nekaj skozi. Če GPT na prvo žogo udari. Ne? Ja, to je res, ja, nekaj tisto posplošeno, posplošene informacije. Ne? Tako da lahko udari čisto mimo. Ne bolj skrbi, kaj s tem vse naredi, ne? Tako smo prej rekla, ljudje so res lahko čist prestrašeni. Ne? Ja, in ne spijo, in so depresivni, in žerej. Ali pa še kaj jemljajo, pa si kaj kupijo, ne? Tudi to se dogaja. Rajši prid sem, bomo vse predebatirali, pa potem neki plan narediš. Ne, da ne bo zdaj drugič prihajali pa gledali na uro, 10 minut imam. Ni tako strogo, ne? Ni tako strogo, ampak moraš pa se držati. Sistem se drugače res poruši, ne? Če se nekako okvira ne držiš. Ne? Saj razumejo, se to že vejo večinoma ljudje, vejo, da si tu časovno omejen. Ali pa dosti ga tudi rečejo, pa sami bomo drugo naslednjič. Ne? Imam več stvari, ki me dolgo ni bilo, bomo pa drugo naslednjič. Ok, to se zelo razumejo. Nekateri. Zdaj, rekla si 10 let plus imam izkušenj. Je se že ta digitalna doba kar precej razvijala, spreminjala. Se je med tem časom tudi spremenil odnos zdravnik-pacient? Kako je tvoje mnenje? Pa jaz mislim, da z naše strani ne. No. Zdaj recimo, ki jaz vidim največ te digitalizacije v naši ambulanti, res je postalo vse e-recepti, e-napotnice, zdaj imamo e-odločbe, e-predlogi za podaljšanje staleža, to je vse ne. Jaz mislim, bolj, ne bi pa rekla, če se odnos do pacientov spremenil z naše strani. Pač to so naše obremenitve, ki jih imamo, oziroma naše obveznosti, moraš to ne, ampak mogoče pa ne bi rekla. Mogoče bolj zdaj strani pacientov pa verjetno je tako. Tudi ne bi rekla, da pri starejši se zdaj to odnos spremenil, ker oni niso navajeni na internet. Ne. Oni niso z internetom odraščali, ne. Ga tudi malo poznajo, tako da tu po moje je res tako, da bodo res prvo prišli do zdravnika. Medtem ko pa mladi, ki smo tega navajeni, ne, da je internet vse posod, pa po moje res pridejo kasneje z neko težavo do zdravnika, ker si pač poiščejo na spletu to. Ali pa to, kot smo rekli, ne, velikokrat prepričani v to, da to in to preiskavo potrebuje, ali pa če GPT mi je to pa to rekel. Tu potem moraš kdaj vložiti več časa, več truda, da rečeš, čakajte, daj ima tak narediti. Ne, to. Tako da. Kaj pa imate kdaj primere, vem, da je bilo tudi to, ko smo delali eno prispevek na to temo, porast bolniških odsotnosti. Pridejo tudi, naprimer, pa pokličejo, ki hočejo bolniški stalež, pa ne vem, glih čemu pripada. Ja, se recimo pri teh akutnih stvareh, trebušne viroze, zbolijo, seveda prvo odprejo bolniški stalež po telefonu. Ne. Zdaj to, ampak ti veš, kako dolgo to približno traja. Zdaj, če to potem se nekam vleče ali pa ti kaj mogoče smrdi, seveda ga potem naročiš na pregled. Ne. Vse pa ne gre. Ne moramo, ker vseh pacientov še isti dan pogleda. To ne gre preprosto. Tako da, malo zaupanja. Ne. Zdaj se včasih zgodi, pa vidiš, to pa je kar dosti v teh bolniških odsotnosti zaradi iste diagnoze. Jaz po navadi potem naročim, pa rečem, povejte mi, kje je problem. Ne. Mogoče kaj drugega. Ali ste res bolani, moramo še kakšne preiskave potem narediti. Ne. To na ta način. Tudi so omenjali ta digitalna, da vse gre v Kaj pa je, naprimer, bi lahko rekla, dodana vrednost družinskega zdravnika, ki ga pa tehnologija nikoli ne bo mogla nadomestiti? Jaz mislim, da to, da smo realni. Ne. Mi smo tudi ljudje, ne. Mi tudi imamo težave, tudi mi zbolimo in to je prva stvar. Jaz sem razumela pacienta, ne. Še posebno, če sem imela enako težavo kot on. Ne. Tako da to druga stvar pa to, da pač nič ne more nadomestiti očesnega stika, ne more nadomestiti tega, da jaz pacienta pogledam. Ne. Tako da to nobena tehnologija ne bo mogla. Pa tudi, če imeli robote, ki bodo gledali ljudi, ne gre. Ne. Tako da, jaz mislim, da predvsem to, da smo realni. No. To je največja dodana vrednost naša. Pa v končni fazi tudi verjetno, ko si rekla, ko oseba vstopi že v ambulanto, že vidiš, kako funkcionira. Ne? Ja, no, zato mi je meni zelo zanimivo, res se to dosti krat zgodi. Zdaj, ko že paciente toliko poznam, pa to pride skozi vrata. Pa ga poznam, pa je gospod, ki je recimo, pa ni treba, da je vedno nasmejan, ampak ti vidiš na obrazu,
Zdaj vidiš, da nekaj ni v redu. Ne? In jaz ponavadi to, kar skoristim, pa rečem, joj, danes pa nekaj ni v redu, mi boste povedali in mi potem ponavadi tudi povejo. Ne? Kar verjetno tam ChatGPT-ju ne bi zdaj povedali vsega, ne? Ker ne vidi njih kot osebe, bolj tiste težave, ki so jih opisali. Da ja, tudi to zagotovo. Dostikrat, naprimer, ko iščejo kdo zdravnika ali pa med sabo, veš, prijatelji se pogovarjajo, pa rečejo, ja, kjer je dober zdravnik. A mi lahko svetuješ, a je ta v redu ali ta ni v redu. Kaj misliš, da odlikuje dobrega zdravnika? Dobri zdravnik, po moje, strani pacientov predvsem to, da jih pusti, da so slišani, ne? Da povejo. Jaz mislim, da je to bistveno, no? Da pacient ve, lahko povem vse, poslušal me bo, lahko mu zaupam, vem, da mi bo pomagal. Ne? To, če imaš to, po moje, si že na dobri poti. Seveda, bolj strokovna plat, to tudi moraš imeti, ne? Ampak predvsem to, no. Morajo ti zaupati, da ti bojo povedali tudi nekaj stvari, ki lahko so zelo pomembne za njihovo bolezen. Lahko si omenila, sem rekla, mi smo imeli tudi tole spletno anketo, mislim, preko našega na storiju, vedno damo gor točno, kaj se je dogajalo. Bova zdaj pogledali, samo da vidim rezultate. Mi je bilo zelo zanimivo, da dejansko, ko sem jih povprašala, kaj jim je najbolj pomembno, kaj so odgovorili, samo trenutek. Zdaj vse drugo klikam, zdaj so mi izginile. Evo. Ko smo dali anketo, je bilo zanimivo, moja zdravnica, 73% mi pomaga in mi prisluhne, 18% je še nisem videla in 9% je bilo, bi menjala, pa ni drugega. Ja, Te je presenetilo. 18% po moje, kakšni mlajši, ki še niso videli zdravnika. Ja, pa ne bi rekla, da me presenetilo, no, vse so nekako pričakovani procenti. Ja, jaz tudi, glede na to tako pogovor, ko kdaj steče, je dejansko bi tudi jaz bi rekla. rekla, da je tako, ja. In tudi to je bilo, dober osebni zdravnik, osebna zdravnica, 9% mi napiše zdravila in 91% mi prisluhne in me napoti k specialistu. Tu bi upala, da je to 100%, Ja, ne, hecam se. Ja, tudi pričakovano, saj pacienti imajo različna mnenja, Smo pa tako v bistvu se pogovarjali, kaj je pomembno, da ni zdaj v bistvu samo to, da zdravilo napišeš, Mogoče se pacient misli, super je, ki mi je to napisal, kaj sem želel, ampak vprašanje, če je to najboljše, Ja. In tudi to mi je bilo zanimivo pri tej alternativni medicini, zdaj pač, spet, kot si rekla, tudi vseh ni vse v redu, ampak 12% ne podpiram, ampak 88% bi morala biti z roko v roki s tradicionalno. To so verjetno ljudje, ki imajo kakšne težave, ki verjetno so kakšne druge možnosti se izčrpali, bi rekla, To verjetno ti primeri, kot smo prej govorili, Je pa res mogoče, če bi tudi zdravniki dali neko zeleno luč, neki preverjeni alternativi oziroma pač neki še dodatni, ki bi bila še mogoče podaljšek tradicionalne, da jim mogoče dvigne kakovost življenja, pa bi jo tudi potem, zdravstvo potrdilo, bi bilo tudi boljše. Ja, ampak seveda to preverjeno, ker tega tako, res en kup na tržišču zagotovo ni vse vredno. To ravno, veš, da bi tudi ljudje imeli potem, to je preverjeno, je v redu. Mogoče, če se, prej nismo rekli, akupunkturo lahko dela samo zdravnik. To ne more upravljati. Mislim, na šoli nas so bili tudi drugi, ampak ne smejo zabadati igel, drugi kot pa zdravniki, ker pa zdravnik ima to širino, da ve, kaj lahko z iglo naredi, kaj se lahko zgodi, kako se lahko stanje poslabša. Druga je akupresura, kar je masaža teh točk in to. To je kar ni samo neki šnel kurs, ki ga nekdo pripravi, ampak mora imeti tudi v bistvu imaš ti osnovo, anatomijo in vse ostalo pa pač na tem pol gradiš. To je dobro, da so omenili. Kaj bi si želela izpostaviti ali pa obrazložiti, da bi pacienti razumeli tvoje delo pri tvojem? Dosti smo že povedali. Mogoče to, tako smo prej povedali, da malo se mogoče v naše hlače gredo, da vejo, da ni vse to, kar si mogoče oni misli na drugi strani vrat v čakalnici. Da zagotovo
zdravniki smo se za to odločili za medicino, da bomo ljudem pomagali. Ne? Noben zdaj namenoma ne bo škodo ali pa namenoma ne bo tega napisal, vedno je neki razlog. Ne? Mogoče, kar se mi zdi, ravno danes smo se s sestrami pogovarjali v ambulanti, so rekli, povej še to, mogoče malo več potrpežljivosti strani pacientov. Ne? Res smo navajeni vse takoj. Ne? Pacient pokliče, ker bi rad to pa to. Jaz imam preglede, jaz ne morem, ne? Bomo potem uredili. Potem še dvakrat napiše, pa veste, koliko to dela. Ne? Ti prebereš dvakrat, kličeš, ne? To malo več potrpežljivosti. Ne? Vse uredimo na koncu, ampak res ne gre vse takoj. Ne? To mogoče malo več razumevanja nas kot zdravnikov, ne? Kaj se dogaja za to stranjo mize, pa zato sem hotela to tudi danes poudariti. Ne? Kako sploh izgleda to naše delo, ne? Kaj se vključuje. Tako da, če bomo nekako se razumeli en drugega, potem bo to super. Pa tudi nekako na nek način, če že zdravnik prisluhne vam, da tudi mi zdravniku prisluhnemo. Ja, tudi to način, seveda, ja, medsebojno sodelovanje. Ne? Zdravnik ti svetuje, ti ga moraš tudi upoštevati. Ne? Pa mu zaupati, pa mu povedati vse. Ne nekaj zamučati, ki mogoče lahko poslabša stvari. Mislim, ja, en kup je tega. Ne? Te stvari, ki bi lahko omendle. Ne? Ok, Ina, jaz mislim, da smo kar dovolj široko v kratkem času, relativno kratkem času, kar predstavile delo. Hvala za čas, hvala za priložnost, da smo lahko snemali v tvoji ambulanti na Destrniku. Tako da vse dobro še naprej. Upam, da smo koga tudi prepričali, mogoče, da se kakšna nova, bom rekla, ne prepričali, v bistvu odprle svet v delo družinskega zdravnika, da mu je lažje, da bo zdaj tudi drugače pristopil in mogoče pri svojem osebnem zdravniku se tudi drugače lotil kakšnih svojih, ko mu bo hotel razložiti težave oziroma probleme, ki jih ima. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala.